Zato bom danes pripravil zelo enostaven recept, kako pripravimo kislo repo. Tu imamo dva primera. Draceno, ki je visoka 60 cm. Najslabše je, če jo šokiramo, se pravi, da jo pustimo, da se presuši oziroma da jo pustimo, da bi bilo par dni v lončku voda. Zelje, repa in krompir so se na jedilniku naših prednikov v teh zimskih časih kar pogostokrat, skoraj dnevno pojavljali. V teh časih pa zopet nekako vidimo, da je pravzaprav res ta hrana zdrava iz našega okolja. Zato bom danes pripravil zelo enostaven recept, kako najlažje pripravimo doma kislo repo. Tukaj imam par primerkov letošnjega pridelka. Sicer glede na pozno setev so plodovi malo drobnejši, pa nič zato, se bodo toliko lepše in boljše okisali. Predhodno sem odrezal zgornji del zelenja oziroma nat in pa spodnji del korenine. Repe dobro oprav, sedaj pa jih nekje enakomerno tudi nalagam v posodo. Vedno pa je dobro, da imamo posodo, na katero lahko položimo originalni pokrov, ki bo nekako skoraj hermetično zaprl posodo in pa to repo. Tukaj imam že pripravljeno vodo. Vode bom dodal ravno toliko, da pokrijem vso repo, tako da repa ni na suhem. S tem nekako merim, zdaj v tem primeru bosta potrebna 2 litra vode. Na 2 litra vode pa dodamo 2 decilitra kisa za vlaganje, kar pomeni, da se sama mešanica pripravlja. V 10 litrih dodamo 1 liter vode, tako da je nekje 1,10 kisa. Tako. Soli v tem primeru ne bom dodal, kajti sol se, kadar te okisane repe po 3 tednih vzamemo ven, doda pač po želji, tako kot tudi ostale začimbe, kolikor je kakšna potreba potem. Torej, posodo dobro zapremo in tako vložene repe damo na hladen prostor, kjer bojo vzorele oziroma se okisale v 3 tednih. Takrat pa sproti vzamemo ven te plodove, jih olupimo in pripravimo. Več kot kisle repe pojemo zelja. Za dobro kislo zelje je treba imeti dobre zeljne glave. Te narežemo na od 2 do 4 mm debele rezine. Družina Janžekovič iz Stojncev prve zeljne glave pobere že avgusta. Prvo zelje je kislo septembra. Z njive zadnje glave porežejo decembra, nato jih hranijo v hladnem prostoru in zelje kisajo sproti. Zdaj konkretno čistimo zelje za kisanje. Moramo odstraniti vse zunanje liste, da je zelje res čisto, da ni domene umazanije. Odstranimo tudi kocen. Mi delamo to še vse ročno. Tako tudi zelje boljše prekontroliramo tudi v notranjosti, da je čisto. In ko ga tako čistimo, pa lahko bolj nadaljujemo z ribanjem v pisarne. Pri čiščenju zeljnih glav se ponavadi zbere vsa družina. Čistijo ročno, nato glave narežejo. Ker zelje kisajo sproti, naenkrat narežejo okrog 1000 kg zelja, toliko, da z njim napolnijo 2 500-litrski kadi. To je prva plast ribanega zelja zdaj? Tako, to je prva plast. Fajn je, če poravnamo, lepo pa enakomerno solimo. Ker če ni enakomerno soljeno, postane malo rdečkasto zelje ali pa postane mehko. Kaj poleg soli še dodate k temu? Poleg soli dodamo še poper, dodajamo pa 2% soli. Vedno stehtamo, s tem, da že zdaj po mericah malo, ampak sigurno je bolj, če stehtamo. Kaj zdaj? Torej prvo plast imamo. Prva plast je zdaj končana, potlačimo lepo, pa spet dodamo drugo plast, posolimo, poravnamo, posolimo in tako nadaljujemo, da imamo poln sol. Ko ga naribamo, ga najprej pokrijemo z folijo, nato na folijo položimo deske, da to pa vse kup
stisne skupaj in stisne zrak, da ni dostopa kisika. Na deske pa gor položimo mi pač približno 80 kg uteži, to pomeni približno 15-20% teže samega zelja. Kisanje se v bistvu zaključi nekje po 3 tednih, vendar še mora zelje pol zoreti vsaj 14 dni, da je res zelje kvalitetno. Ja, pri nas smo kar pridni, pojemo dosta zelja, pa stranke nima raj preveč kislega. Cenijo pa domačo. Kdaj se pa preneha ta sezona kislega zelja? To je čisto odvisno od temperature in od spomladi. Če je lepa spomlad, topla, se hitro neha prodajati. Če je pa še to aprila slabo vreme, pa mrzlo, pa še kar kupujejo zelje. Kislo zelje vsebuje veliko vitamina C, mineralov, rudnin in vlaknin. Z rednim uživanjem kislega zelja se pozimi obvarujemo močnejših prehladov, ohranjamo vitalnost kože, primerno telesno težo. Kislo zelje izboljšuje presnovo in krepi naš imunski sistem. Ko odpade listje z dreves na tla, potem to listje biodinamiki ne grabimo, ne spravljamo na kompostni kup, ampak ga poškropimo z preparatom po Mariji Tun. Preparat po Mariji Tun je v bistvu snov, ki je narejena iz kravjega gnoja in kompostnih preparatov in potem zori v zemlji pol leta. V tem preparatu je veliko število mikroorganizmov, in s pomočjo vode, mešanjem z vodo 20 minut, jih razporedimo po površini listov. Ti mikroorganizmi razkrojijo listje v kompost. Tole. Ta preparat mešamo v vodi, približno 12 dekagramov preparata v 20 litrih vode, kar poškropimo praktično celo površino vrta, par 100 kvadratnih metrov. Zakaj to listje kompostiramo praktično na mestu nastanka? Prvič, iz listja nastane kompost, ki ga potem rastlina uporabi za proizvodnjo listov in hrane v naslednjem letu. Drugič pa na listih prezimujejo spore škrlupa in ostalih bolezni in na ta način praktično tem sporam odvzamemo material, kjer prezimijo zimo. Tretje pa z listjem, ki ostane na zemlji, istočasno krmimo še deževnike. Tudi deževniki delajo hrano za sadno drevje. Ko je preparat zmešan, ga precedimo skozi gosto tkanino v škropilnico. Lahko uporabimo ročno škropilnico ali pa nahrbtno. Važno je, da v samo tekočino ne pridejo delci preparata, ker nam zamašijo šobo. Ta preparat poškropimo po listju samo toliko, da umočimo površino. Mikroorganizmi, ki smo jih nanesli na površino listov, nam bodo sedaj v roku 14 dni te liste spremenili v kompost. Praznično razstavo okrašenih božično-novoletnih drevesc, aranžmajev in zamisli za okrasitev doma si v teh dneh lahko ogledate tudi v vrtnem centru Požar v Kočevju. Razstava je razdeljena na 6 barvnih sklopov. Začne se s tradicionalno zlato, ki je kljub temu, da je že leta del praznikov, še vedno modna. Še posebej v kombinaciji z umazano-belimi odtenki. Dom boste praznično okrasili tudi s srebrnimi okraski, ki jim letos dodajte nekaj modrine. Srebrno svetlo-modra kombinacija je novost letošnjih trendov. V stanovanje vnaša zasneženo pokrajino hlad. Ta barvna okrasitev je primerna za sodobnejša stanovanja in pisarne. Hladno učinkujejo tudi vijoličasti odtenki. Da jih omilimo, jih pogosto kombiniramo s srebrnimi. Naravnim materialom dodajte oranžno. Drevesce pa okrasite s pentljami, storži, vejami, lubjem, posušenim sadjem in drugimi naravnimi materiali.
ko začnemo okraševati, moramo začeti z notranjostjo in večje okraske damo v notranjost, s tem, da dobimo to globino in potem gremo z manjšimi navzven. Se pravi, večji, težji so v notranjosti. Tako, da naredimo neko obliko in polnost dreves. V notranjost so večje okraske postavili tudi na tem drevesu, ki je del rdečega razstavnega sklopa. Pastelne barve zadnjega sklopa pa ustvarjajo toplo, razkošno in romantično ozračje. Tega boste še poudarili, če boste izbrali okraske v barvi maline, žametno rdeče ali pastelno rožnate. Če doma nimamo prostora za kakšno novoletno drevesce, lahko okrasimo sobno rastlino, ki jo morda že imamo v stanovanju. Nekaj primerov ste nam pokazali, kaj lahko storimo. Tu imamo dva primera. Draceno, ki je visoka 60 cm. Okrasili smo jo z bombažem, ki ponazarja zimo. Dali smo zlat okrasek, smrekico in bunkice. S tem smo pridobili praznično podobo te dracene. Drugi primer je pa benjamin, fikus benjamin, tudi visok 60 cm, ki smo ga uprli z bunkicami, ki smo jih dali na palčke in poudarili smo to višino s to zvezdo. In ko prazniki minejo? Se to lahko umakne, sicer pri tej draceni ni nujno, da se umakne bombaž, naj bo še zimska podoba, naj se da samo kar je svetlečega. Kot drobno pozornost, ki jo boste v prazničnih dneh namenili prijateljem ali sodelavcem, lahko izberete tudi zeleno darilo. Manjši kaktus ali sočnico poškropite s snegom ter dodajte girlande, bisere in barvni pesek. Domiselno lahko popestrimo tudi božično zvezdo. Rdeča božična zvezda je še vedno stalna spremljevalka božičnih praznikov. Božična zvezda ali euforbija, kot je tudi latinsko imenujemo, je res čudovita spremljevalka praznikov, tako božiča, novega leta in pa celotnega adventa. Je pa občutljiva na hladen zrak, zaradi tega, ko jo ne samo iz trgovin oziroma iz cvetličarn, moramo paziti, da je res dobro zavita. Pri nas je ponavadi kar 2 ali pa 3 papirje, da se ne prehladi. Tudi pri vas je v tem rastlinjaku zdaj toplo, koliko stopinj je? Ja, od 18 do 20 stopinj, toliko, kakor naj bi bila tudi sobna temperatura doma, ko zvezdo prinesemo domov. Lahko je blizu okna, ne prenese zdaj direktnega sonca, sedaj tudi ni tako močno, poleti ga ne bi prenesla. Drugače ima pa rada svetlobo in pa sobno temperaturo, ki je nekje od 18 do 20 stopinj. Ni pa najbolj ugodno zdaj po zimi, da je kje prav nad radiatorjem ali nad kakšno ogrevano napravo, da ni še toplejše. Povedali sva že, da ima torej rada toplo, saj je to rastlina, ki prihaja iz toplejših, iz toplih krajev. Kaj pa še ima rada? Kako je recimo z vlago? Zalivati jo moramo zmerno. Mogoče bi bilo priporočilo, da najbolj vsak dan, ampak pomalo. Najslabše je, če jo šokiramo, se pravi, da jo pustimo, da se presuši oziroma da jo pustimo, da bi bilo par dni v lončku voda. To je v bistvu najslabše. Tudi če jo zalijemo, jo naprimer po 1 uri to vodo odlijemo, ker v nasprotnem primeru začnejo gniti korenine in v tem primeru potem kmalu propade. Drugače pa božična zvezda ni občutljiva, tako da tudi ko že odvrže te rdeče liste, ni primerno, da jo odvržemo, ampak jo lahko še zmeraj ohranimo. Čez mesec ali 2 bo božična zvezda najverjetneje odvrgla večino listov. Če ste jo imeli namesto šopka, jo takrat nadomestite s pomladansko cvetlico. Lahko pa jo ohranite. Ob ustrezni negi se bodo ovršni listi znova obarvali. Rastlina ostane, lahko tudi več let. Takrat rastlino v bistvu porežemo, da ostane mogoče 20 cm in jo pustimo na suhem in pa na temperaturi par stopinj, mogoče 5-10 stopinj, največ nekje do junija meseca. Potem jo presadimo v primerno zemljo in jo začnemo dognojevati in pa dati spet nazaj na primerno temperaturo, sobno temperaturo, da ozeleni in ko pride čas, ko se krajšajo dnevi, ker božična zvezda je kratkodnevnica, se ponovno obarva, to je pa ponavadi ravno v božiču. Kdaj pa je tisti čas, verjetno v pozni zimi ali spomladi, ko jo porežemo? In če nam kar pokažete, za koliko recimo jo skrajšamo? Skrajšamo jo
tako da še ostane mogoče 10 cm stebelc. Sedaj, dokler so vsi listi še lepo zeleni, jo lahko imamo, ko pa vse odvrže, takrat jo pa porežemo. To je lahko konec januarja po nekje. Zdaj, če niso tako skrbeli zanje, je to mogoče že takoj po praznikih, po nekje pa tudi šele mogoče v februarju ali marcu. Pomembno pa je, da rastlini damo potem eno obdobje, ko počiva. Se pravi, da takrat jo zelo malo ali skoraj nič ne zalivamo in tudi zmanjšamo temperaturo. Na kaj moramo paziti, ko kupimo božično zvezdo? Preverimo lahko iz spodnje strani, če ni preveč suhih listov, potem pa tudi iz zgornje strani, če je rastlina videti lepa, že na pogled je zdrava in tudi če vidimo, da takole, kakor tlele iz sredine, že odganja nove listke, se pravi, da rastlini ne manjka nič in da je primerna, da jo kupimo in da popestrimo naš dom in polepšamo praznike. Božična zvezda, kljub temu, da je že sama po sebi zelo lepa, pa je še veliko lepše, če jo tudi malo okrasimo. Jaz vam bom pokazala, kako jo lahko čisto enostavno zavijemo v kokosova vlakna, ki jih drugače uporabljamo proti eroziji za brežine. In sicer jo ovijemo v ta kokosova vlakna in potem zalepimo. Ko to naredimo, potem pa obrežemo, da potem lepše stoji in pa potem še malo okrasimo. Zato lahko uporabljamo čisto naravne materiale, ki jih imamo doma, lahko so to storški, lahko pa tudi čisto enostavno vzamemo samo lubje od bereze in potem to lubje nalepimo. Sedaj so trend naravni materiali. Lahko zavijemo potem božično zvezdo tudi v mah in pač čisto enostavno zaranžiramo. Letos pa je hit mode tudi naravni material, to je volna. In sicer vzamemo kos volne, ki jo lahko kupimo v vrtnarskih centrih ali cvetličarnah. Lonček v to volno ovijemo, da se potem lončka ne vidi. Vzamemo žičko, ovijemo in pa za dekoracijo lahko uporabimo še vejice borovnice, ki so našpricane z belim snegom, ki jih lahko nanizamo okoli in okoli lončka. Pazimo, da trdno držimo, da se nam ne izmuznejo iz rok. Povijemo še zlato žičko, da si malo pomagamo. Potem pa lahko pustimo, pa če porežemo. Potem pa lahko pustimo tako, da je samo žička, lahko pa damo potem še tudi trak volne in zavežemo. In imamo tak zelo lep naravni okras. Nimamo vedno na voljo okrasnega lončka, ali smo se ga mogoče naveličali. Gotovo pa se najde v omari kakšna morda kapica, jopica, pulover ali šal, ki so odslužili. Pa se da to krasno uporabiti za dekoracijo tudi božične zvezde. Lotimo se tako, da zaščitimo kapico blago pred vodo. To lahko naredimo preprosto z navadno vrečko ali morda folijo. Pričvrstimo z elastiko. In voda ne bo curljala skozi. Božično zvezdo samo še položimo v kapico, morda zafrknemo, lahko se poigramo s kakšnim gumkom, pričvrstimo. Jaz sem izbral ščipalko.
Gotovo se najde doma po vrtu, v gozdu, v jeseni mnogo trave, da bo aranžmajček še nekaj posebnega mogoče. Se poigramo lahko tudi s tako travo. Dodamo še kakšen listek hortenzije ali kakšen drug suh material. To bi bil preprost, nizek aranžmajček. Včasih morda na praznični mizi ni prav veliko prostora. Si lahko zamislimo tudi nekaj višjega. Božično zvezdo smo preprosto zavili v naravna vlakna, volno, različne trakove lahko porabimo, na katere limamo cimet, skorjo, nadgradimo lahko aranžma v višino, preproste barvane brezove veje, bunkice, gumbki, zvezdice in iz preproste lončnice je ratal aranžma. Še ena varianta, gotovo se najde doma morda kakšna vaza, ki je že odslužila ali nam ni več tako všeč. Napolnimo z božično zvezdo, po njej pa spustimo dekoracijo iz naravnih materialov, storžki, bunkice bodike, kar lahko lepimo lubje, cimet in je vaza čisto v novi luči.